Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Koalicijski stranki Gibanje Svoboda in Socialni demokrati sta v preteklih dneh skupaj z opozicijsko Novo Slovenijo v državnem zboru vložili predlog ustavnih sprememb na področju imenovanja vlade. Skupaj pa je koalicija vložila še nekaj drugih predlogov sprememb ustave, o katerih bomo danes govorili z eminentnima pravnikoma, ki sta naša gosta v studiu na Domovini. Z nami sta dr. Janez Pogorelec, član službe vlade za zakonodajo, visoki predstavnik Nove Slovenije. Dober večer. Dober večer. In vrhovni sodnik, nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec. Lepo pozdravljeni tudi vi. Dober večer. Najprej seveda gremo k temu predlogu, ki ga je Nova Slovenija prispevala, in gre za spremembe postopkov imenovanja vlade, kjer bi po novem namesto državnega zbora, torej ministre, potrjeval predsednik republike, ki bi imel neke vrste protokolarno funkcijo, čeprav razumem, ne bi mogel teh ministrov zavrniti. Zakaj ta sprememba pravzaprav? Ta sprememba je predvsem posledica ene napake, ki smo jo naredili ob sprejetju ustave leta 1991. Recimo zanimivo, da podvinska ustava je bila še pravilno narejena. Potem so se pa majčkeno ustrašili tedanjega predsednika Kučana, ker so mislili, kaj pa, če ne bo imenoval ministrov, in so rekli, ne, naj pa kar državni zbor sam imenuje ministre. Seveda v sistemu, ki je nemški parlamentarni sistem z konstruktivno nezaupnico, po katerem smo se zgledovali, se v resnici nismo takrat jasno zavedali, kaj smo sploh takrat naredili. Namreč naredili smo dvojno glasovanje o vladi. In najprej glasujemo o predsedniku vlade v državnem zboru, potem pa glasujemo v državnem zboru še enkrat, še o ministrih. In to se nam je seveda v preteklih letih zelo, zelo utepalo. Od tega, da je ena koalicija imenovala predsednika vlade, druga koalicija pa je imenovala potem ministre, do vrste drugih problemov, ki so pripeljale do tega. Recimo primer, ko je Borut Pahor želel zamenjati Karla Erjavca, pa mu to ni uspelo več kot mesec. Naprimer, ali pa Weber, se je prišel v parlament po zaščito pred svojim lastnim predsednikom vlade. Ja, kako naj se to zgodi, Če bo parlament glasoval proti predlogu predsednika vlade za razrešitev, se naslednji trenutek postavi vprašanje, a ta predsednik sploh še uživa zaupanje parlamenta. Če ga bo pa zavrnil, se bomo pa vprašali, pa o čem smo zdaj 12 ur tukaj razpravljali. Se pravi, v nobenem primeru ta interpelacija o delu posameznega ministra oziroma sploh imenovanje posameznih ministrov v parlamentu v resnici ni dobra stvar. Celo manjša odgovornost predsednika vlade za delo vlade. Zakaj? Zato, ker predsednik vlade si zlahka podeli svojo odgovornost za delo ministrov z državnim zborom. Reče, vse ga je državni zbor imenoval. Ali pa jaz sem bil celo že zraven, ko je predsednik vlade rekel, interpelacija v delu tegale ministra. Kar naj ga vržejo, briga me. Na tak način to ne funkcionira. V Nemčiji, če interpelacija o delu o delu nekega ministra, je vedno v obliki interpelacije o sami celotni vladi. In kaj potem to pomeni? Da mora priti na to interpelacijo tudi predsednik vlade, kancler, in da seveda mora on tudi braniti tega ministra, ali pa ga seveda še predtem zamenjati. In ta odgovornost se bo s tem seveda kvečjemu močno povečala, odgovornost predsednika vlade za ministre, če bo imel večjo moč. Ker vsi moramo vedeti, z več moči pomeni tudi več odgovornosti. In tukaj si državni zbor, ko si to pristojnost na vse načine prilašča, v bistvu sam sebi zelo škoduje, ker pravzaprav prevzema nase en del odgovornosti, ki v resnici ni njegova. In hkrati seveda je to reminiscenca bivšega režima, prejšnjega sistema, ko je skupščina morala vsem odločati. Ne, tukaj gre za delitev oblasti, predsednik vlade mora imeti odgovornost, vso odgovornost za svoje ministre. Po zdajšnjem sistemu pa je imel minister potem načeloma
podporo celotne koalicije. Ne? Tako se je potem potrdilo v državnem In zboru. je bil potem neodvisen od predsednika vlade, ali kaj? Nemogoča situacija. Ne? Predsednik vlade je tisti, ki izvaja individualno odgovornost v razmerju do ministrov. Ne? In če tega nimamo, smo pravzaprav zelo izmaličali sistem. In ravno to izmaličenje sistema zdaj odpravljamo in poskušamo narediti v resnici sistem samo točno tak, kakršen je v Nemčiji. In v Nemčiji je zelo dobro funkcionira. Zdaj načelne podpore SD jo je dal, ni je pa obljubil zagotovo. Ne? Ja. Tukaj je še vprašanje, koliko glasov boste imeli za te spremembe. Tukaj je veliko nerazumevanja. Ne? Tudi recimo je zelo zanimivo, da sta se tukaj dobili Levica in SDS v nasprotovanju temu, kar pravzaprav pomeni odmik od prejšnjega sistema. Ne? Tukaj bi človek pričakoval, da bo SDS z obema rokama to spremembo podprla. Pa moram reči, da mi je zelo žal, da jo ni, da prehaja za nekim zelo problematičnim predlogom, ki preprosto ne bi mogel funkcionirati, pa lahko o tem kasneje še kaj. Ja, ni prvič, ne, da sta SDS in Levica na istem bregu, bili sta že v Šarčevi vladi. Gospod Zobec, zdaj v SDS-u pravijo, da bi takšna ustavna sprememba skozi stranska vrata uvedla predsedniški sistem. Kako vi razumete to kritiko? To kritiko razumem. Na prvi pogled se res tako zdi. Vendar vprašati se je treba, kakšno možnost, kakšne pristojnosti so pravzaprav pristojnosti predsednika republike. Ne? In jaz vidim, da so tu pristojnosti podobne, kot so pristojnosti predsednika republike pri razglasitvi zakonov, pri promulgaciji. Ne? Se pravi, gre za akt najvišjega oziroma akt šefa države, ki se svojo avtoriteto pove, kdo je predsednik vlade. Ne? Gre, bi rekel, zdaj res za protokolarno funkcijo, ne vsebinsko. To seveda jasno pomeni, da se s tem krepi vloga predsednika vlade, ampak samo v tem protokolarnem smislu. Ne? In v tem pravzaprav ne vidim kaj zelo problematičnega. Ne? Tisto, kar je nekje moteče, je, ali pa problematično lahko, je oslabitev vloge državnega zbora. Ne? In najšibkejši člen te verige, ki jo ta sprememba predstavlja, je v interpelaciji. Ampak spet na ta ugovor se lahko odgovori s tem, da je interpelacija zoper posameznega ministra dejansko mogoča. Ne? In se ta interpelacija osredotoči na delo posameznega ministra. Samo, da bo moral potem ministrovo delo zagovarjati in braniti tisti, ki je zanj na koncu odgovoren, ki ga je imenoval in komor tudi odgovarja. To je pa predsednik vlade. Ne? In če bo tak minister, oziroma če bo potem interpeliran, oziroma vlada interpelirana, ne, bo interpelirana zato, ker že predsednik vlade tega ministra ni zamenjal. Ne. Tako da na koncu se izkaže, da tudi tisto, kar bi bilo lahko najbolj moteče, to pa je interpelacija, ne, kot ključno orodje zavor in ravnotežij med izvršilno in zakonodajno oblastjo, tu le deluje. Ne. Ampak zdaj predsednik republike bi lahko rekel samo ja, ne bi pa mogel reči ne. V čem je smisel tega? Končno bi lahko rekel tudi ne. Tudi zoper zakon, za katerega, ki mu globoko nasprotuje, ne, lahko reče ne. Samo takrat mora pač odstopiti. Take vlade, ne, tega pa jaz ne bom promulgiral, ali pa zakona ne bom promulgiral. To ne gre, ni skladno z mojim etosom. To je mogoče. Sem se mora potem odreči funkciji.
V Novi Sloveniji ste že pred časom pripravili skupek vaših idej, tudi drugih ustavnih sprememb, ki jih sicer niste vložili v parlamentarno proceduro, ampak načelno podpirate tudi nekatere druge predloge za spremembo ustave, ki pa jih je koalicija že vložila. Tukaj zdaj mi govorimo o nameri koalicije, da bi spremenila način imenovanja sodnikov. Dala to moč v roke predsednika republike. Nova Slovenija to podpira ali ne? Koalicija, se pravi Nova Slovenija načeloma podpira spremembo pri imenovanju sodnikov, pri čemer je pa treba povedati, da zaenkrat je to predlog zgolj koalicije, ki je vložila spremembe sodnikov. Drugi predlogi pa še niso bili vloženi. Predvideva se še vložitev predloga glede objavljanja predpisov in vložitev predloga glede sprememb, precej nujnih in pomembnih sprememb v zvezi z ustavnim sodiščem. Ja, do tja še pridemo, dajmo se najprej na sodnike fokusirati. Zdaj, seveda, če se fokusiramo samo na sodnike, načeloma je premik imenovanja sodnikov z parlamenta na predsednika republike korak v pravo smer. Mi moramo vedeti, da nikjer na svetu ne imenuje parlament sodnikov, ne? Zato, ker je to pač v nasprotju z to strokovnim položajem sodnika in ga ne moreš v resnici politično imenovati. Medtem ko na drugi strani predsednik republike, ker ga imenuje zgolj protokolarno, kot prav profesor Kavčič, v neki notarski funkciji. O katerih sodnikih tukaj govorimo? Kako? O katerih sodnikih tukaj govorimo? O navadnih sodnikih, o sodnikih vseh sodišč, rednih sodišč. Se pravi, tukaj je seveda takrat, kadar imenujemo kadar te sodnike imenuje predsednik republike, je to v bistvu zgolj neka protokolarna stvar. V resnici tudi tukaj ne more reči, ne bom imenoval, ampak pač preprosto imenuje. In kaj to pomeni? To pomeni, da se težišče odločitve prenese na tistega, ki sodnike predlaga. To pa je sodni svet. A s sodnim svetom, vidite, imamo pa pri nas pa določene težave, da bi kar ostal v tej enaki sestavi, kakršni je zdaj, kot je tudi predlagano, ampak si želimo vsaj iti na tisti sistem, kot ga je predlagal leta 2002, kot ga je vlada predlagala leta 2002, da bi povečali število članov sodnega sveta na 15, da bi imeli na eni strani 7 sodnikov, ki jih pač izvolijo izmed sebe sodniki, 6 bi imeli članov izmed drugih pravnikov, ki bi jih imenoval državni zbor. Potem pa je bilo v tistem predlogu zelo zanimiva stvar, da bi bil po funkciji, po položaju član sodnega sveta tudi pravosodni minister in 15. kot jeziček na tehtnici bi bil predsednik Vrhovnega sodišča, ki je po eni strani sodnik, po drugi strani pa ga imenuje državni zbor. S tem bi vi preprečili, da bi bilo nad sodniki samo modro nebo, a je to to? Veliko tega bi naredili s tem. S tem bi predvsem uravnotežili to sestavo. Kar je pravzaprav ta trenutek manj akuten problem, ker se sodnike predlaga itak že zdaj z dvotretjinsko večino, tako da sami sodniki ne morejo odločati o tem. Ampak tisto, kar je bistveno, je to, da če bi bil zraven v sodnem svetu še predsednik Vrhovnega sodišča in pravosodni minister, bi to dejansko postal en močan gremij, ki bi lahko odločal o vseh vprašanjih v sodstvu. In to je pa tisto, kar bi pa pomenil nek korak naprej. In tisto, kar je narobe je reči, ob teh težavah, ki jih imamo v sodstvu, se jih vsi zavedamo, je narobe reči, ja, saj imamo težave v sodstvu, ampak Bog ne daj, da bi kaj spremenila. Dajmo slišati še drugo stran. Gospod Zobec, vrhovni sodnik ste, kako vi gledate na to predlagano spremembo, da bi predsednik bil tisti, ki bi imenoval sodnike, in kako gledate na te predlagane morebitne spremembe pa v sodnem svetu? Na te spremembe gledam drugače kot večina sodnikov in tudi drugače kot večina etablirane pravne stroke. Manjšina, kamor tudi jaz spadam, meni drugače, da te spremembe
niso dobre. Niso dobre zato, ker ne ustrezajo, če bi zdaj tako rekel, sociologiji slovenske posttranzicijske ali pa tranzicijske stvarnosti. Ta je podobna kot v drugih tranzicijskih državah, kjer je tako rekoč endemično, da so se v sodstvih izoblikovale nekakšne sodne oligarhije, kot se pravi, pa klani. Zlasti se veliko o tem piše, raziskuje na Slovaškem, v Gruziji. Poljska? Poljska tudi, ampak tam so problemi drugje. Tam so zunani pritiski, tam je pakiranje sodišč, medtem ko v teh državah, kamor spada pa tudi Slovenija, Hrvaška, se to dogaja znotraj sodstva. Veste, v prehodu iz enostrankarskega, nedemokratičnega režima v demokratičen režim se niso zgodile personalne spremembe v sodstvu. Ne? Prej je v stražarskem stolpu, panoptikuma, če uporabim to Benthamovo alegorijo, ki jo je potem razvil Peter Čuroš, en slovaški raziskovalec, je sedela partija in sodnike nadzorovala. Ko je sodstvo dobilo avtonomijo, so zasedeli te položaje predsedniki, njihovi bližnji sodelavci, določeni vplivni sodniki, ki so se v tej hierarhiji nekako prerinili. In oblikovale so se te oligarhije in ključni problem neodvisnosti v mladih demokracijah sodstva ni zunanja, ni institucionalna neodvisnost, čeprav tudi plače, pa checks and balances, ampak je problem notranja mikroneodvisnost in to neodvisnost od teh struktur. To je ključno. Če greste tudi gledati ali brati številne razprave na to temo, boste videli, da je to tako rekoč že endemično. No in zdaj odvzemati v sistemu nadzorov in ravnoteži pristojnost državnemu zboru, da Se vlade menjujejo, ne, levo, desno. kjer se vlade menjujejo in kjer se pravzaprav državni zbor menjuje, ne, se mi ne zdi korak v pravo smer. Ne. To, da bi bil to edini primer v svetu, ne drži. Sistemov je več. Oziroma najpogostejši je ta italijanski model sodnega sveta, kjer imajo sodniki večino, predsednik sodnega sveta je predsednik republike, ne? In po tem modelu nekako je tudi slovenski sodni svet urejen. Drug model je, ki je tudi odlično delujoč, je ministerski model, kjer minister imenuje, kjer ni sodnega sveta. To je nemški model, pa češki tudi. Ne? No, naš je tretji model in ta ni edini. Ne? Islandija, na primer, če pogledate zadevo Astracen proti Islandiji, boste videli, da je Evropsko sodišče reklo, da je ta model dober in da je vloga parlamenta pri imenovanju oziroma volitvah sodnikov, v bistvu potrjevanju tistega, kar sodni svet predlaga, ne, dobra. Da kontrolira zakonitost tega imenovanja. Vendar zakonitost, ne pa nima pa pristojnosti, da politično presoja. Ne. Gospod Pogorelec, mislim, da je tudi Janez Janša pred tedni nekaj pisal na Twitterju o tem, češ, da Slovenija še ni imela predsednika republike, ki bi bil z desne politične sfere in da bi to lahko bil problem, če bi samo predsednik tukaj imenoval sodnike. Ja, zdaj, to je žal res, ne, da desnega predsednika še vedno čakamo, ne, ampak to ne pomeni, da ga nikoli ne bo. Druga stvar pa je seveda, ali je zaradi tega treba reči, da naj predsednik ne imenuje sodnikov, da naj jih imenuje državni zbor.
da naj se na državnem zboru, posebej o vrhovnih sodnikih, razpravlja včasih na zelo neprimeren način, zelo vsebinsko, zelo kazuistično, glede tega, katera sodbo in v katerem senatu je nek sodnik nekoč podprl in ga to potem, se je že zgodilo, lahko tudi košta ali pa stane tega, da bi potem dejansko postal vrhovni sodnik. Prednost imenovanja po predsedniku republike je ta, da v resnici tega imenovanja predsednik republike ne more zavrniti. In ker tega ne more zavrniti, je potem seveda težišče odločanja, kot sem že rekel, na sodnem svetu. Pri sodnem svetu je pa tisto, kjer bi res lahko naredili več za transparentnost, za večjo profesionalizacijo njegovega dela. Ne morajo biti člani sodnega sveta na nek način, bi rekel, angažirani tako honorarno za 50 evrov na sejo. To bi morali biti vsaj nekako polprofesionalno noter vključeni in dejansko bi moral dobiti ta sodni svet neko težo. Ta trenutek je nima. Sodniki, ko volijo člane sodnega sveta izmed sodnikov, velikokrat grejo bolj na tak, kako bi rekel, sindikalistični princip in potem namesto kakšnega res močnega, kvalitetnega sodnika dajo v sodni svet, izvolijo v sodni svet mogoče kakšnega mladega človeka, za katerega mislijo, ja, ta se bo pa za naše sindikalne pravice bolj boril. To ni vloga sodnega sveta in mi moramo predvsem razmišljati o tem, kako reformirati sodni svet. Ne samo zaradi imenovanja sodnikov, tudi zaradi tega, da dobimo nek gremij, ki bo odločal o perečih vprašanjih v sodstvu. In to pa so seveda tiste ambicije, ki jih imamo mi odzadaj za tem predlogom in ki jih nažalost sedanji predlog koalicije še ne naslavlja. Bomo pa naredili, kar bo v naših močeh, da bi jih. Je pa seveda tudi korak prenosa imenovanja na predsednika republike, korak v pravo smer. Gospod Zobec, kaj pa imenovanje ustavnih sodnikov? Imenovanje ustavnih sodnikov je na prvi pogled neproblematično. Ampak, ko pa pogledamo, saj bom grdo rekel, sedanjo strukturo in kako so bili imenovani, pa kaže na veliko politizacijo le-tega. Kjer se je, in to je največja napaka bivšega predsednika republike, ali pa edina njegova napaka, pa ta zelo velika napaka, da nosi odgovornost za sestavo, kakršna je. Za sestavo, ki jo je on predlagal in ki jo je izbral po političnih preferencah, ne pa po strokovnih merilih. Zakaj je tako? Ne vem, ampak lahko sklepam, da zato, ker o tem odloča na koncu državni zbor, politično telo. In to bi lahko predsednik, tega bi se lahko predsednik drugače lotil. Se pravi, tudi pri tej sedanji ureditvi bi on lahko neformalno sklical nek gremij eminentnih pravnih strokovnjakov, bivših ustavnih sodnikov in se z njimi posvetoval o imenih. In na podlagi tega posvetovanja pripravil predlog, ki bi ga temeljito z odličnimi, močnimi, neovrgljivimi argumenti predstavil državnemu zboru. In državni zbor bi to moral sprejeti in odigrati pravzaprav potem samo neko vlogo potrjevalca le-tega. Ker dejansko bi za tem stal močan gremij najuglednejših pravnih strokovnjakov z te in one in tretje politične opcije, če so vključeni v njo, ali pa vsaj nazorskega prepričanja. Gospod Pogorelec, probajmo biti, ker nimamo veliko časa, čim bolj kratki in jedrnati. Kakšnih sprememb na Ustavnem sodišču si želite v Novi Sloveniji? Kaj predlagate? Pravite, naj odloča sodišče samo še o najpomembnejših zadevah. Kaj so najpomembnejše zadeve? Kdo bo odločil o ostalem? Načeloma bi moral izbirati si zadeve
bi si moralo izbirati zadeve, v katerih bo odločalo samo ustavno sodišče. Če mu zaupamo, da sodi, mu moramo zaupati tudi, da izbere tiste zadeve, ki jih bo sodilo, zaradi tega, ker tako kot gre zdaj po vrstnem redu, ne, to povzroča prvič zelo velike zaostanke, ne, in drugič te bolj relevantne stvari zelo težko pridajo na vrsto. Ne, in če imamo neko ustavno sodišče, ki ima več kot 500 zadev, ki jih obravnava absolutno prednostno, je to seveda smešno. Poleg tega bi se moralo ustavno sodišče znebiti ustavnosodne presoje na nekaterih področjih, kot so recimo, ne vem, občinski prostorski akti in podobne stvari. Ne? To pravzaprav na nek način ne bi smelo več soditi v njegovo pristojnost. Moramo ga pač spraviti v to, da nam ne bo kolabiralo. Ne? Glede samega imenovanja sodnikov se pa z sodnikom Zobcem seveda globoko strinjam. Predsednik republike ne more biti kalkulator, ki bo samo seštel, kateri kandidat ima 46 glasov in se še pri tem ne tako redko zmotil, ampak mora dejansko svojo vlogo odigrati v smislu tega, da dejansko s svojim ugledom in z ugledom neke skupine pravnikov, ki si jo izbere, ki seveda mu predlaga in priporoči nekega kandidata, tudi stoji. Idealno bi bilo, da si na koncu pravzaprav Državni zbor takega sodnika, takega kandidata težko prvošči zavrniti, ne? Ampak da reče, ne, tako kot smo imeli recimo zgodbo s profesorjem Krancem, ne? To je zame popolna sramota Državnega zbora, da zavrne nekega tako eminentnega človeka, kot je profesor Kranc. Ja, se je to zgodilo, ne, v času vlade Janeza Janše. Gospod Zobec, a se je že kdaj v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da bi bilo ustavno sodišče tako predmet takšne politizacije, kot je v zadnjih dneh zaradi presojanja o ustavnosti novele zakona o RTV? Predlaga se izločitev 3 sodnikov. Kolikor se spomnim, verjetno ne. Čeprav sam kot ustavni sodnik mi ostaja v spominu hudi pritiski, ko smo presojali ZUJF v zadevi Patria. Spomnim se vstajnikov ali teh protestnikov, ki so krožili okoli ustavnega sodišča, se sliko predsednika sodišča in spodaj pisalo gotov si, ne, in podobno. Tako da bili so hudi pritiski, ti so pa zdaj spet specifični pritiski s temi izločitvami, ne. Ampak to so pritiski, ki so sestavni del službe in ki jih morajo sodniki seveda prenesti in kljubovati. In upam, da bo tako tudi tu. Z izločitvami, ko ste me že vprašali, je pa tako, ne. Prva izločitev, predlagana izločitev je, bi lahko rekel, iz Lune vidna, da je... Govorite o gospe Kogošek Šalom. O njej, ja. Da jo je treba izločiti. Zakaj? Zato, ker je petinsko zaposlena pri Mirovnem inštitutu, ki je napovedal intervencijo v tej zadevi. Res za intervencije po ZUST-u ni, vendar želi nastopati kot amicus curiae med tem postopkom. Ona je pa tam zaposlena. Ne? Se pravi, je tako rekoč poročena na nek način s stranko oziroma z nekom, ki se sili biti stranka postopka oziroma tu intervenient, pa čeprav to pravno ni mogoče, ampak si k temu prizadeva. Ja, na nek način je intervencijo naslovila sama nase. Sama nase. Ne? Je to nevzdržno. Ne? In ta sodnica mora biti izločena. Ne? Kar se tiče pa predlagane izločitve drugih 2 sodnikov. Pojdiva po vrsti. Klemen Jaklič. Kot doktorant Oxforda je zagovarjal obstoječi Grimsov zakon. A lahko o novi noveli zakona odloča tukaj nepristransko, če mu je blizu Grimsov zakon? Lahko odloča. To ne more biti sploh
izločitveni razlog. Zato, ker ima zakon o ustavnem sodišču posebno določbo. Ni izločitveni razlog izražanje znanstvenega stališča ali pravnega stališča v znanstvenem ali drugačnem publicističnem delu in nastopu glede pravnega vprašanja, ki bi utegnilo biti pomembno pri odločanju v tej zadevi. Tako da to že po zakonu ne more biti izločitveni razlog. Tu pa še toliko bolj, saj se ni izrekel o tem zakonu, ampak se v nekem drugem, leta 2000. Očitamo mu tudi, da je bil na predlog SDS-a programski svetnik. Ne? Ja, ampak kdaj že in na podlagi tega in tega zakona? Ne? Jaz sem bil tudi sodnik na podlagi tega in tega zakona, ki je bil potem predmet ustavno-sodne presoje, pa smo vsi odločali. Kaj pa gospod Accetto? Ta zahteva za izločitev, mislim, zaradi sestanka z Vero Jourovo. Ja, mislim, da je tudi neutemeljena. Ne. Pravi, ne, da sploh nista o tem govorila. Ja, toliko bolj. Zdaj, kaj sta o tem govorila, ne vem, ampak najbrž sodniku Accettu je treba verjeti. Sej ustavno sodišče mu je že verjelo enkrat. Ne. Ko je nekaj dokaj spornega izjavil, napisal, pa zakaj mu ne bi še zdaj, to ne more biti izločitven razlog, ne glede na to, kaj sta govorila. Ne. Gospod Pogorelec? Ja, tukaj se popolnoma strinjam. Lahko kaj več poveste o teh razlogih za izločitev? Vsem se strinjate? Imate kakšno svoje mnenje? Pravzaprav čisto v celoti, ker je pač samo tako. No. Tukaj kakšne velike filozofije ni. Lahko kvečemu dodam to, da je mogoče žalostno, da pride zdaj do neke take vojne za izločanje sodnikov v tej zadevi, da to seveda ne bo prispevalo k kredibilnosti celotnega postopka in da seveda je treba sodišču dati pač mir, ne? Naj sodišče odloči, kakor bo odločilo. Kaj pa ta delitev na leve in desne ustavne sodnike, Janševe, ne Janševe in tako naprej? Jaz mislim, da ne moramo, da bi bilo naivno pričakovati, da bomo imeli na sodišču samo neko destilirano stroko, neke ljudi brez političnih prepričanj, brez vrednotnih nekih prepričanj. Ne, to je pač sestavni del. Vsak od nas je tudi nek homo politicus. Tisto, kar pa je pomembno, pa je, da seveda predlagatelji in tisti, ki imenujejo sodnike, poskrbijo za neko uravnoteženo vrednotno sestavo ustavnega sodišča, vsaj toliko, kot skrbijo za uravnoteženo spolno sestavo, kar je seveda tudi izjemno pomembno. Ne? Gospod Pogorelec, še tole, ne? Vaš predlog je tudi sprememba volilnega sistema, povečanje iz 8 na 18 volilnih enot, imeli bi 92 poslancev. Zakaj je to dobro? Predvsem gre za to, da bi poskušali ukiniti sedanje volilne okraje. Ne? Sedanji volilni okraji so ena velika anomalija v našem sistemu. Spet smo enkrat sešli neko slovensko inovacijo in smo hoteli biti bolj pametni od tega, kar je pač kar so v svetu uveljavljeni sistemi, tako podobno kot pri imenovanju ministrov. Ne? In seveda se je izkazalo, da to preprosto ne funkcionira v redu. Ne? Da imaš ti volilne okraje, v katerem lahko postaviš kogarkoli, pa bo izvoljen, ampak poskusite postaviti recimo za kandidata magari samega Janeza Janšo na Fužine, ne, pa zanesljivo ne bo izvoljen. Tudi pri SDS-u ne. Se pravi, ta je v resnici, kako bi rekel, gre za odpravo teh anomalij, gre za to, da bi prišli do tega, da bi lahko imeli preferenčni glas, tak, kot ga poznamo na volitvah v Evropski parlament. Kako konkretno se vaš predlog razlikuje od vladnega predloga? Kako konkretno se razlikuje? Vladnega predloga še ni in tudi nobenega drugega predloga trenutno še ni. So samo razmišljanja. Nova Slovenija je že povedala, da je tudi ob 8 obstoječih volilnih enotah pripravljena pristati na ukinitev volilnih okrajev in preferenčni glas, vendar pa zgleda, da imajo trenutno s tem težave največje prav v SD.
in tu potem predlagamo, če bi se za 2 povečalo število poslancev v parlamentu, bi potem lahko naredili tudi 18 volilnih enot, ne samo 11 ali pa 8, kot lahko ob 88 poslancih. Ne, če bi imeli 90 poslancev, bi lahko imeli tudi 18 volilnih enot, v katerih bi izvolili po 5 poslancev, enakomerno po celi državi. Vsak del države bi imel svojih 5 poslancev. In to bi bil seveda popolnoma imeniten sistem, če bi se pač zanj odločali, in potem bi lahko imeli znotraj tega tudi preferenčni glas in bi ta volilni sistem, vse te spremembe, ki jih predlagamo, verjemite mi, Slovenija bi kar zadihala od njih. Ne? Zaradi tega, ker to so stvari, ki so strokovno utemeljene, ki pravzaprav jih že 30 let premlevamo v strokovni javnosti in smo jih res že tudi zelo dobro izdelali. Zdaj pa je mogoče po dolgih letih ena priložnost, da bi se morda lahko dobila neka večina za spremembe te ustave. In tisto, kar vam moram reči, na koncu bo verjetno sprejet zelo širok krog teh ustavnih sprememb, kjer bo vsak nekaj dobil, pa vsak nekaj popustil, ali pa pač ne bo sprejeto spet nič. In tega zadnjega scenarija si zaradi Slovenije ne smemo želeti. Gospod Zobec, niso bile prav pogoste takšne ustavne spremembe v zadnjem času, ne? Niso bile, čeprav jih je bilo 12. Ne? Zadnja ustavna sprememba je bila, če me spomin ne vara, ustavna pravica do čiste vode. Ne? Pa imamo zdaj problem s tem, ne? Pa imamo zdaj problem s tem. Zelo velik problem. In včasih, nikoli se ne sme v ustavo pisati nekih programskih določb, želja, ampak take, ki so uresničljive in za katere jamči, garantira ustavno sodišče, da take tudi so, ne? Ki so oprijemljive, ne? In iztožljive, morajo biti iztožljive. Ne? Pri čisti vodi vidimo, da je to bolj neka želja, pa najbrž nek populističen impuls bil tisto, kar je to narekovalo vpis v ustavo. Ko pa govorijo o volilnem sistemu, ne, je pa zanimivo, da stranke to podpirajo ali pa ne, gledajo pa vsaka sama nase, ali bo to koristilo ali ne. Ja, najverjetnejše je tako, ne? Da stranke gledajo na svoje možnosti v sistemu demokratičnih volitev. Ne? Gleda pač legitimno na vse. Povsem legitimno in različni egoizmi in sebičnosti, ki si tu prihajajo nasproti, ne, delujejo podobno kot na trgu. Ne. Vsak želi neko zase optimalno rešitev, na koncu pridemo pa do neke ravnotežne cene. Ne. Ja, to bi najbolj koristilo strankam, ne, ki imajo najbolj razširjeno mrežo po celotni Sloveniji. Takšna je nenazadnje tudi Nova Slovenija. Gospod Pogorelec, zdaj pa še en pomislek, ne, iz druge opozicijske stranke ves čas prihajajo očitki, to vaše povezovanje pri ustavnih spremembah kaže na neko širšo koalicijo. A lahko Nova Slovenija po vaše zaradi tega povezovanja, recimo temu čez sredino, plača davek? Kako gledate na to? Ne, jaz mislim, da ne, da je ta stvar v resnici bolj posledica neke panike in mogoče tudi užaljenosti na strani SDS-a, ki smo pač rekli, da z Janšo več ne bomo šli v vlado oziroma da ga ne bomo več podprli za predsednika vlade. Seveda, če bo prevzel SDS, recimo gospod Logar, bomo z veseljem v to vlado šli, in če bi do tega prišlo, tudi absolutno ni najmanjšega dvoma, da ne bi mogli nove vlade sestaviti in da bomo tudi to večino dobili. Ne? Namreč ta problem, ki ga trenutno imamo, je to, da nam Janša pač po 30 letih zdaj premika
sredinsko volilno telo na levo. Ne? V bistvu in tukaj najbolj trpimo mi. Ne? Saj njegovi bolj radikalni volivci to absolutno podpirajo, ploskajo, ampak ti bolj sredinski volivci se pa tega ustrašijo in potem grejo k bralcu Beril Šarcu, k Verniku Cerarju in tako naprej, tudi zdaj na zadnjih Golobu. In nam stalno pravzaprav bi lahko rekel, polovica Golobovih volivcev je v resnici volivcev Nove Slovenije, ki tega žal še ne vejo. Ne? In tukaj je tisto, na čemer moramo delati in kjer moramo pač slediti. Ampak da ti volivci niso volili Nove Slovenije, ampak Goloba, je kriv Janša ali je kriva Nova Slovenija? V bistvu je kriva Janševa odbojnost za to. Ne? Seveda, ne bom rekel, tudi druge stvari, ne? Naša lastna mogoče nezmožnost se zadosti profilirati, vedeti moramo, da Janša ima svoje medije, Levica ima svoje medije, edino mi pravzaprav svojih medijev nimamo. Ne? Tudi konec koncev veliko je v tej družbi skozi zadnjih 70 let praktično se gojilo neke kristjanofobije, ki jo moramo zdaj počasi peljati česa. Ne? Težko prepričamo, recimo, da kakšen splav pri nas sploh ni na politični agendi. Ne? Nismo pa zato, da bi bilo splava čim več, ampak zato, da bi bilo splava čim manj. Ampak vsak razumen človek je zato, da bi bilo splava čim manj. Ne? In da pač poiščemo neke načine, kako bi se naši mladi lahko odločali za otroke brez kakšnih problemov. Ampak kako potem odgovarjate tistim, ki trdijo, da ta predlog ustavnih sprememb skupaj z Gibanjem Svoboda in SD pomeni, da na nek način vstopate v to Golobovo vlado? Kakšen je vaš odnos? Pravzaprav ne. To je samo koalicija za ustavne spremembe. Ne? Jaz mislim, da v tem trenutku je celo že zamujena tista možnost, ki bi recimo po volitvah še obstajala, da bi mi v to vlado šli. Zelo težko si predstavljam, ne? Posebej recimo, da bi šli v vlado, ki nas ne bi nujno potrebovala za svoj obstoj. In celo v tem primeru, če bi šli v tako vlado, pa bi vedeli, da v parlamentu obstajata dve levi stranki, kako bi se zaklauzurirali za koalicijsko pogodbo in določili noter, da bomo delali izključno samo to, kar je v koalicijski pogodbi, izključno samo to, kar je dogovorjeno in tudi morali takoj veniti, ko bi se to prvič prekršilo. Tukaj seveda morate vedeti, ne, da je ta boj, ta igra je v bistvu zelo trda. Ne, in Janša se mora boriti samo na eno stran, Levica se mora boriti samo na eno stran, Nova Slovenija se pa mora boriti na dve strani. Gospod Zobec, a gledamo v Sloveniji na to, ko stranke z različnih polov vložijo ustavne spremembe preveč na star način, ne? To je v zrelih demokracijah nekaj normalnega, da stranke z različnih polov se najdejo skupaj, kot so se tukaj pri ustavnih spremembah. Vse drugače sploh ustavnih sprememb ne more biti. Za ustavne spremembe je potrebna dvotretjinska večina. Razen če ima ena koalicija takšno večino. Razen če ima ena koalicija tako večino, ampak potem pa ni potrebno pridobivati glasov z druge strani. Ne. Tako da samoumevno je inherentno ustavnim spremembam konsens, čim širši, najmanj dvotretjinski. Ustavne spremembe, ne, to je že star izrek, stara maksima, se piše s tresočo roko. Ne. Ta tresoča roka je seveda tudi čim širši konsens. Ampak, če veš, kaj delaš, ne rabiš imeti Parkinsonove bolezni. Ne? To je pa tudi res. In kjer je redko priložnost za ustavne spremembe, je odločitev o tem, katere so nujne in njihova vsebina še toliko pomembnejše. Naš čas se je iztekel. Spoštovana gosta, hvala za obisk na Domovini. Hvala za povabilo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. V vroči temi smo spet skupaj prihodnji teden. Lep pozdrav in nasvidenje.